Lepo pozdravljeni v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe, kjer danes predstavljamo knjigo novo odkritih dnevnikov Alme M. Karlin, Peš po domačih krajih. Z mano je prevajalka Jerneja Jezernik, lepo pozdravljena. Enako. Kdo je bila pravzaprav Alma? Kdo je bila ženska, ki je burila duhove v svojem času in jih na nek način še danes? Alma Maksimiljana Karlin se je rodila 12. oktobra 1889 v Celju. Njena mama je izhajala iz narodno-zavedne družine prvega slovenskega notarja v Celju Miheljaka. Oče je bil slovenskega rodu s koreninami domnevno plemiškega izvora v Italiji. Mama Vilibalda je bila učiteljica na nemški dekliški šoli, Almin oče Jakob Karlin pa upokojeni avstro-ogrski major. Alma je bila vzgajena v nemškem duhu in kulturi. Almin potni list je nosil emblem kraljevine SHS, po potrebi se je predstavila kot Avstrijka, v resnici pa se je imela za državljanko sveta. Govorila je vsaj 10 jezikov, med leti 1919 in 1928 je prepotovala v svet. Umrla je 14. januarja 1950 na Pečovniku pri Celju in je pokopana na Svetini nad Štorami. Česar o Almi ne najdemo že na spletu, je gotovo v zajetnem opusu njenih knjig, ki v prevodih polnijo knjižne police na Slovenskem. Zdaj nanje dodajamo še eno knjigo, morda najbolj posebno in najbolj osebno, saj Alme na tak način doslej nismo poznali. Jerneja Jezernik, kaj je tako posebnega v teh popotnih dnevnikih, zakaj smo jih tako veseli in kakšna je njihova zgodba, da jih odkrivamo šele zdaj? Lepo pozdravljeni, hvala, ker ste prišli na to predstavitev, res čisto posebne Almine knjige. Moram reči, sama se z raziskovanjem življenja in dela ukvarjam. Vedno rečem isto število let, pa zdaj pravzaprav že ne drži več, ker se pač vsi staramo. Tam nekje med 25 in 30 leti. In zelo dobro pravzaprav poznam njeno zapuščino, tako v Nuku, kot recimo v Berlinu, v Staatsbibliothek zu Berlin. In ti dnevniki so pa bili tudi zame popolno presenečenje, sicer so obstajali kot zavedeni Wanderbücher pod leto 34 in pod letom 35 in 36 na seznamu Alminih del, ki jih hrani Nuk, ampak seveda nihče ni vedel, ali je to res in pa predvsem, če je to res, kje bi ti popotni dnevniki lahko bili. Predvsem pa si za besedo popotni dnevnik pravzaprav res nikoli nisem predstavljala, da bi lahko bili to potopisi, ki jih je Alma napisala na svojih poteh po Sloveniji, torej po svoji domovini. Vsi vemo, da je pravzaprav Alma prepotovala v svet, da je pa prav toliko kilometrov ali pa morda celo skoraj še več naredila tudi po Sloveniji, je bilo pa pravzaprav doslej res, mislim, da skoraj popolna neznanka. Ti dnevniki so prišli iz neke posebne zapuščine v Gradcu in sicer iz rok gospe dr. Doroteje Wiesenberger-Cvach, ki je bila pri Almini sestri po duši, tej Schreiber-Gamelin, v 80-ih letih saj 3-krat na obisku in takrat je Teja te dnevnike izročila in je nekako naročila, da lahko ali sama vse to raziskuje, ker je veliko povezano pač vsega zgodovino, Spodnje Štajerske in drugih krajev. In morda bi celo recimo lahko našli ustreznega založnika, ampak se to potem ni zgodilo in gospa je potem leta 2021 poslala te 3 take res zajetne popotne dnevnike med leti 34, 35 in 36 z Alminih potepov po Sloveniji in potem tudi pridala še nekaj slikovnega gradiva, oziroma mi je potem še podarila nekaj stvari iz Tejine hiške, odkoder so pravzaprav tudi
ti dnevniki, čeprav domnevam, da so nastali še za časa, ko je Alma živela v svoji rojstni hiši v Celju na Ljubljanski cesti 6. Zanimivo je pa seveda to, da predstavljajo v bistvu oziroma polnijo biografsko in literarno luknjo Alme Karlin, kajti za to obdobje njenega življenja pravzaprav vemo zelo malo in tukaj niso samo potopisi, taki res hudomušni, polni ironije, tako kot te popotne skice z njenega potovanja okrog sveta, ampak odkrijemo tudi marsikakšen detajl, naprimer kako je pisala svoje dela, koga je na svojih poteh srečevala, s kom je imela opraviti, kje se je najbolje počutila, kje je pila najboljše vino in tako naprej in tako dalje. Almina zgodba nas vsakič znova fascinira. Če si predstavljamo, da je leta 19, potem ko se je svet sestavljal po prvi svetovni vojni, sama ženska praktično brez sredstev, šla na pot res v neznano in potem teh 9 let prepotovala. O tem, kako je živela, v kakšen svet se je pravzaprav Alma vrnila. V smislu, kako je živela v Celju, kako je bil ta svet celjski za njenega svetovljanskega duha, kakšno okolje jo je sprejelo, kako je živela, od česa je živela, verjetno je imela en cel kup obiskov, bila je po svetu bistveno bolj slavna kot doma, tudi verjetno bolje sprejeta, malo mogoče o tem. Torej, ko je Alma potovala okrog po svetu, pisala ne samo potopisne skice, ampak tudi snovala oziroma že pisala svoja pač bolj izrazita literarna dela, si je seveda želela, da bi že med svojo potjo okrog sveta postala slavna in priznana svetovna popotnica in pisateljica. To sta bila v bistvu pravzaprav tudi dva njena osnovna cilja, s katerima se je odpravila na pot sveta, okrog sveta. Ampak razmere v tistem času in seveda njen literarni agent, ki pravzaprav ni mogel pospešiti te njene literarne in novinarske poti v Evropi. To je bil Lois Hammer iz Knittelfelda na današnjem avstrijskem Štajerskem. Je potem seveda Alma, ko je prišla domov, najprej bila razočarana, ker je nihče pravzaprav ni poznal, ampak je vzela vajeti v svoje roke, preuredila oziroma uredila, izboljšala je svoje popotne skice, ki jih je že pisala vmes, ko je potovala. In seveda je vzela vajeti v roke tudi na področju stikov z založniki. In je sama navezala stike z založniki in je potem našla založnika, ki je pa izdal potem njena dva najbolj priljubljena in najbolj prodajana potopisa, ki sta najprej šla kot v dveh delih, samotno potovanje in Urok Južnega morja. Potem so pa ti potopisi postali tako popularni, da je bila Alma ena izmed najbolj priljubljenih in znanih avtoric potopisov 30 let na nemško govorečem območju, pa seveda tudi širše, ko je dobila svoje prevode tako v finščini, kar je recimo zelo nenavadno, in pa tudi v angleškem prevodu. Malo sem se vedno spraševala, zakaj finski prevod, ampak sem nekako ravno na podlagi teh popotnih dnevnikov pa odkrila morda tisti stik, ki je bil pomemben za to, da najdeš založnika recimo na Finskem, in mislim, da je imela tu svoje prste vmes ena izmed najbolj nenavadnih osebnosti, ki so tudi opisane v teh popotnih dnevnikih, in sicer je bila to, tako sem potem sama ugotovila na podlagi primerjave teh osebnih podatkov, ki so v Almini zapuščini, in na podlagi nekega priloženega lista seznama oseb in krajev pri samih teh popotnih dnevnikih, da je šlo to za finsko novinarko Anno Marie Kratz, ki je pa bila tako navdušena nad Almo Karlin, da se je odločila, da bo prišla peš in z nahrbtnikom v Celje, in je seveda potem to tudi uresničila in je potem pri Almi živela 9 mesecev.
mislim, da gre nekako tudi to v to smer. In zanimivo je, da ti popotni dnevniki, čeprav opisujejo obdobje od leta 1934 do 1936, pravzaprav se en del dogaja tudi že čisto na začetku, torej leta 1930, ko je bila pravzaprav že znana po svojih potopisih in je takrat za svoj prvi honorar kupila pravzaprav radost svojega srca, največja ljubezen njenega življenja. In to ni bil človek, ampak je bil simpatični kužek Bleki, črnuhec, ampak tu je ta potem v tej kapuci je pa potem že drugi psiček Joki. In s tem Blekijem, s prvim som je potem naredila oziroma opravila tudi skoraj vsa potepanja po Sloveniji leta 1934, potem si je pa nabavila druge kužke in pravzaprav bi lahko rekli, da so kužki tudi neke vrste osrednja rdeča nit, ker delajo ta besedila izjemno simpatična, kažejo pa tudi vsaj v tem prvem dnevniku en obraz Alme, ki ga pravzaprav doslej nismo poznali in tako ugotavlja tudi sama Alma v teh potopisih. In sicer najdemo v tem prvem popotnem dnevniku eno tako optimistično, veselo Almo, ki ima še pred sabo mnogo literarnih načrtov, ki ima za sabo tudi nekaj denarja, da ni obubožana in je zelo vesela, hkrati pa tudi recimo topla čustvena oseba, vsaj kar zadeva njene stike s kužki, seveda je pa nekaj od tega dobila tudi njena sestra po duši, torej Teja Šreber-Gamelin. In Alma je večkrat tako ljubeče pač rekla, če je bil mali Bleki ali mali Joki mali pes, je bila pa potem Teja veliki pes, ampak to je bilo res mišljeno tako pač ljubeče. Drugače so bili pa seveda tudi človeški spremljevalci, ponavadi ni hodila sama in si je zbrala seveda zelo zanimivo družbo za svoja potepanja. Recimo ena taka najbolj simpatičnih oseb, pri kateri se pa lahko tudi malce posmejiš, je recimo brat od tega Alminega založnika njenih potopisov, ki je prišel v Slovenijo k Almi na obisk kot velik planinec, skoraj kot alpinist. In potem ga je Alma povabila, da gredo skupaj na Celjsko kočo, pa se je moral obrniti že pri prvem teharskem ovinku, ker so se mu te gore tam po okolici Celja zdele višje kot sam Mont Blanc. Kratka, nekako že v teh prvih vtisih pri prebiranju ugotovimo pravzaprav, da gre za isti stil, kot ga je Alma uporabila pri teh popotnih skicah. Poln ironije, poln humorja in se bere res zelo, zelo simpatično. Če pa potem naredimo še tako povezavo med prvim in med tretjim dnevnikom, pa lahko vidimo, kako se to njeno razpoloženje počasi preveša v malo bolj mrakobno, ker v tistem času pač potem že 4 leta ni imela na trgu nobene knjige in ker je vso svojo bit nekako vezala na literarno ustvarjanje, je to povzročilo marsikatero mrakobno uro na podlagi zapisov, vsaj v zadnjem popotnem dnevniku bi pa lahko sklepali, da je zaradi tega večkrat zapadla tudi v depresijo. Skratka, če si predstavljamo Celje v 30 letih in neko nenavadno gospo, drobno, ki nosi živalco, ki večino ljudi ni vedelo, ali je pes ali je maček ali kaj podobnega, skratka se preživlja z nečim tako nekoristnim, kot je pisanje, je res izstopala v svojem okolju. Kot si že malo namignila okrog njenih eksotičnih gostov, tista anekdota z Indicem, ki ga je peljala Kreski, je tudi zelo zanimiva. Skratka, vemo, da Alma je zelo malo časa strpela v nekem brezdelju ali pa da je zgolj posedala doma. Skratka, bila je zelo delovna ženska, doma je ves čas pisala. V vsakem prostem trenutku pa je šla na kratek sprehod. Običajno ne sama, ampak s kakšnimi spremljevalci, s svojimi obiski. Kaj je pomenilo, če si prišel k Almi na obisk in je rekla, gremo na kratek sprehod?
Ja, Alma, bi vas, če bi prišli k njej na obisk v 30 letih, pravzaprav najprej ne bi vam verjetno ponudila česa za jesti in piti, ker to se je potem zgodilo po sprehodu oziroma po pohodu, ampak bi najprej rekla, pridite z mano na en kratek sprehod. In predno bi se vi dvakrat zavrteli na svojih petah, bi že opravili najmanj 12 km, torej se povzpeli na Pečovnik, Celjsko Kočo in naprej na Svetino. Tisti, ki so bili pa recimo manj zmožni hoje, so pa potem šli z njo na Stari grad, ampak ne toliko zaradi tega, ker jim je Alma obljubila, da bo to kratek sprehod, ampak ker jih je tam čakala potem ponavadi tudi ena pojedina. Da bi si pa predstavljali, kakšne ture je Alma imela sama s svojimi spremljevalci in spremljevalkami, oziroma vsi kužki so morali tudi opraviti to pot skupaj z njo, je pa nekako sama zapisala, da je 5 km bil en kratek sprehod, 10 km je bilo že malo bolj spodobno, 20 km je bil pa res en pošten pohod v njenih očeh in to pravzaprav še drži. Včasih so te številke še celo višje. Recimo prehodila je peš celo Tuhinjsko dolino, od Vranskega pa do Kamnika, kar je verjetno precej več kot teh 20 km. Potem recimo prehodila je peš pot od, ne vem, kako si to lahko predstavljate. Ste že zdaj potepali po Kozjanskem ali v Šentjurju. Prek Šentjurja, morda bo Saška to znala malo bolj pojasniti, pa potem po vseh tistih gorah oziroma hribih tam naokrog, vse do Kozjanskega, ki je bil takrat pač na koncu sveta. Ali pa naprimer peš od Paške vasi, to je blizu Šmartnega ob Paki, pa vse do konca Logarske doline, kar je pa tudi recimo izjemno. In seveda moramo si predstavljati, da je imela zelo skromno obutev, včasih samo takšne sandale, včasih tudi pohodniške čevlje v obleki, skromni obleki in seveda v vsakih vremenskih okoliščinah. Tako da je bilo pravzaprav vedno tudi, ne vem, malce tvegano, kar se vremena tiče, pa teh dolgih poti, in pa seveda včasih pa tudi zelo zabavno. In kako zabavno je bilo, je pa potem Alma to znala res zelo dobro opisati s to ironijo, s tem humorjem, ki jo pravzaprav zaznamuje, bistveno zaznamuje v teh njenih avtobiografskih spisih. Ko beremo o tem, kakšno obutev je imela, kako so se ti njeni 100krat in 100krat popravljeni čevlji lupili dobesedno na poti, ko sta si noge zaščitili z lojem, ko sta planinarili. Skratka, so zgodbe res človeka kar zaboli, še posebej, ko ona reče, da je šla na pohod za kratek oddih. In ti pohodi, ki so bili za oddih, so se izkazali za največje trpljenje. Jaz verjamem, da večina od nas zelo dolgo ne bi šla nikamor. Sploh pa ne z Almo, ne? Ali pa. Skratka, sploh, ko si omenila ta del Kozjanski, zelo rada se je vračala v Virštan. In ta njena prijateljstva. In Virštan enkrat na neki točki napiše, da Virštan je poseben kraj, ti si lahko domišljaš, da boš šel tja po svoji volji in se vrnil po svoji volji, ampak od tam boš šel, ko ti bo dopustile višje sile. In tam so res neverjetni opisi teh nevihtnih prigod in brodanja po blatu in podobnih zadev. Ampak to je bil kraj, kamor se je Alma resnično rada vračala, ne? Ja, sploh Kozjansko se mi zdi v celoti je bilo takšno področje, ampak recimo, če prej pogledamo, s kom se je Alma srečevala na svojih poteh, so bili recimo to kmetje in kmetice, s katerimi se je pogovarjala po slovensko in zelo cenila njene in njihove recimo modrosti, življenjske in kmečke modrosti. Pri tem je bila pa seveda zelo pozorna na to, ali je pri njih dovolj čistoče ali ne, to je zanjo zelo pomemben kriterij.
Potem zelo rada je bila na svojih poteh na obiskih pri izobraženih duhovnikih. Predvsem tisti najbolj nenavadni so se ji najbolj vtisnili spomin, recimo žusenski župnik, ki je sam pravzaprav garal kot kmet, da se je lahko preživel, da ni pobiral ofra, ker je videl, kako so ljudje, sredi katerih živi, revni. Bil je pa tudi tak zelo žilav in je nekega dne, opisuje Alma, gnal, mislim, da tele iz Šentjurja gor na Žusen, to je precej v hrib, in seveda župnik je zdržal, tele pa ni, ne moral potem naslednje jutro ponovega v Šentjur. Potem veliko se je zadrževala na gradovih. To je bila tudi ena njena najljubših destinacij. Seveda pa najbolj uživala tam, kjer je lahko prišla v stik recimo z neodvisnimi, samostojnimi ženskami. In ena od takšnih žensk je živela tudi na Virštanju. Jaz bom pač rekla na, ker so mi domačini rekli, da je na, pa imam nekako malo bolj to v ušesu. In tam na Virštanju je okrog te banovine, tega posestva, živela ena zelo nenavadna gospa, Alice von Susič, ki je imela veliko vinogradov in pa tudi eno zelo lepo tako vinogradniško vilo, ki je imela tudi zelo nenavadno ime, Sanssouci, brez skrbi. In tam je bila Alma zelo rada zaradi tega, ker je bila to takšna idilična okolica s čudovitimi razgledi, pa ne samo to. Imela je tudi zelo dobro obloženo, založeno viteško klet, torej Ritterkeller. In ko je prišla, je vedno dobila pri Alice von Susič zlatega silvanca, ki ga občutila kot tekoče zlato na svojem jeziku, in pa cesarski praženec. To je bilo znano, da ko ti prideš k ličiki na obisk, dobiš to postreženo. In potem so skupaj te ženske hodile na razne izlete v okolici, vse tja do današnje Hrvaške in zopet opravile ogromno kilometrov. Seveda so se pa vmes tudi pogovarjale o raznih rečeh in so si marsikaj zaupale. Ličika je pa posebna tudi zaradi tega, ker je potem doživela eno takšno posebno usodo, ko so na oblast prišli partizani. Menda se je včlanila v nemški Kulturbund in so jo potem enkrat partizani prišli povprašati, kaj je povedala takega, kar ne bi smela, pa je menda rekla, da ni česa takega. Je pa menda neki partizan takrat ukradel, tako je zapisano, oziroma vzel njeno zapestnico. In tisti komandant je potem tega mladeniča ustrelil in potem pred ličiko rekel, da partizani so pošteni ljudje in da ne kradejo. Potem recimo ljudje še vedo, da naj bi, ko je zapuščala svoj dom, torej svojo vilo v Virštanju, čeprav je živela med letom tudi praviloma v Celju, zapustila vso svojo zlatnino svoji služkinji, ki je tudi opisana v teh popotnih dnevnikih, in je rekla, da naj to obdrži, ker se zelo verjetno ne bo vrnila in se potem ni, ker je umrla v enem taborišču Bristernica pri Mariboru. Verjetno zaradi izčrpanosti, nikoli pa niso mogli dokazati, da bi bila česarkoli kriva. V bližini Virštanja je pa še en zanimiv kraj, zelo blizu, in sicer je to grad Pišece, ki ga je pa takrat upravljal v bistvu Moskoni, ki so tam živeli, niso imeli naslednika in je potem stric prepustil ta grad svojemu načaku, Alfredu von Butler Moskonu. Ampak ta je bil pa seveda Almi zelo všeč, ker ni bil toliko graščak, kot pa je bil en velik idealist, pesnik po duši. Pisal je podobne pesmi kot Alma, bolj take duhovne, in zelo dobro sta se ujela. Torej, med njima je vladala ena taka bližina. Alma je velikokrat cele tedne med poletjem preživela na tem gradu.
in sta se veliko med sabo pogovarjala, tudi o poeziji, ampak je seveda pri tem tudi opazila, kako zelo nesposoben je za gospodarjenje in je v nekaj letih, mislim, da v 10, pravzaprav s temi svojimi nespametnimi investicijami, morda so bile pa malo pred časom, Bog ve, nekako spravil grad na boben in Alma potem vsaj za leto 36 opisuje, da je morala, ko je šla na grad Pišece, vzeti seboj tudi nekaj zrezkov, da ni bila lačna. No. Skratka, mislim, da tudi drugi plemiči v tem času, da so živeli na svojih gradovih takrat že zelo, zelo skromno. Ampak je bilo seveda všeč in v teh dnevnikih imamo potem tudi marsikakšen namig na to, kje in kako je Alma napisala kakšno delo. Eno tako posebno vezano prav na Pišece se je izgubilo, ampak nekaj pesmi o vilah ali recimo to delo Erdgebunden, Angel na zemlji, so pa posamezna poglavja nastala pa prav na gradu Pišece. Rekla mu je pravlično lepi grad in pravlično lep je še danes, tako da vas pozovem, da ta grad obiščete, morate se pa nekako prej najaviti, da vam grad odprejo. In si res lahko gledate v tem obnovljenem gradu tudi še recimo sobo, po teh zapisih boste videli v popodnih dnevnikih, za katero sobo je šlo na koncu tisto okroglo, kjer sta prenočevali in kako je recimo potem še v tej knjižnici na gradu ne samo brala, ampak tudi pisala in seveda te knjižnice pa danes pravzaprav ni več. In tisto, kar je pa recimo pri teh popodnih dnevnikih tudi posebno, je pa, da lahko ta duh iz 30 let začutimo ne samo skozi besedila, ampak tudi skozi ogromno tega slikovnega gradiva, ki je priloženo. Namreč ti popodni dnevniki so bili že zasnovani kot neke vrste album. Opisani so posamezni pohodi, ki imajo svoje naslove, ampak vmes so tudi cele strani, na katerih je recimo razglednica iz 30 let, potem so tukaj fotografije Almine oziroma Tejne, ker sta obe fotografirali, potem zraven so tudi Almine ilustracije, ponavadi rastlinja, torej tistega, ki je tipično bilo za tisto pokrajino, ker je bila res velika, ne samo ljubiteljica, ampak tudi poznavalka botanike, zato so ti popodni dnevniki pravzaprav še toliko bolj dragoceni in so to gradivo najdete potem tudi v zadnjem delu te knjige in je res, mislim, da 60 takšnih oblikovanih strani, ki smo jih pustili po skupnem premisleku takšne, kot so bili prvotno, in jih nismo potem rezali na posamezne fotografije, tako da dobite lahko vtis, kako so bile te knjige res v izvirniku tudi zasnovane oziroma kako so bili ti dnevniki narejeni. In to daje pa potem tudi eno posebno dragocenost. Zanimivo pa je, da je verjetno Teja ali pa morda Alma, po pisavi kaže, da malo bolj Teja, izrisala tudi zemljevid svojih potovanj, ne vse kraje, ampak načeloma vse pomembnejše kraje, ki sta jih prehodili. In je potem ta zemljevid najprej v nemškem izvirniku, ker Alma skoraj vse svoje krajevna imena zapisala še po nemško, na koncu je pa potem tudi predelan zemljevid s slovenskimi imeni. Da bi se lažje znašli, je pa potem ne čisto na koncu, ampak pred slikovnim delom še seznam najpomembnejših oseb, ki nastopajo poleg Alme v teh dnevnikih in boste videli že na podlagi tega, kakšno bogato socialno mrežo je imela. In to, kar morda je še pomembno, da ob tem, ko sem recimo prevajala te dnevnike, sem pa morala ogromno stvari raziskati tudi na terenu. Preprosto se določenih odlomkov ni dalo prevesti, ne da bi ti obiskal tisti kraj. In seveda sem potem tam še poskusila raziskati, če se ljudje še česa spomnijo. In to je potem tista dragocenost, ki se pa skriva včasih samo eni drobni opombi
pod besedilom, prinaša pa ogromno dragocenost, ne samo za bralce, ampak tudi za tiste, ki se ukvarjate z zgodovino ali pa literarno zgodovino in prinašajo zelo pomembne podatke. Skratka, knjiga je res zelo bogata, tako v opombah, ogromno dela je bilo v njih vanjo vloženo in so res dragocen dodatek. Še en dragocen dodatek pa je geografsko kazalo, ki ga je izdelala doktorica Marija Počivavšek. Zbrala je več kot 450 imen geografskih in tako je mogoče kar po bližnici najti svoj kraj, kaj je Alma o njem pisala, kje vse je hodila. Skratka, knjiga se da brati res na zelo različne, večplastne načine in ni knjiga samo za enkrat, ampak res knjiga, ki ostane. Morda bi samo, ker si omenila, ko sem jaz dobila v roke te popotne dnevnik kot nemški izvirnik, torej v 3 takih debelih zvezkih, sem takoj dobila občutek, da to pravzaprav ne sme biti nekaj, kar bo za nek ožji krog, da morda tudi ne samo za knjižno izdajo, ampak da mora to nekako širše med ljudi in še v eni obogateni obliki. In potem so v Celju nekako stopile skupaj vse celjske inštitucije in se odločile, da na Krekovem trgu postavijo razstavo Peš po domačih krajih s citati iz teh popotnih dnevnikov in tudi s temi velikimi reprodukcijami teh fotografij. In tu sem pa potem imela seveda eno izjemno priložnost, da nisem delala le sama, ampak da sta sodelovali tudi zgodovinarka Marija Počivavšek in Alenka Hren-Medved iz Osrednje knjižnice Celje. In obe sta potem tudi veliko pripomogli k temu, da so te opombe še veliko bolj strokovne in veliko bolj dragocene. Tako da je ta knjiga oziroma razstava, ki si jo lahko gledate do konca avgusta, tudi neke vrste timsko delo, kar bi verjetno tudi Alma zelo cenila, da bi lahko tako lepo predstavili vse njene popotne dnevnike in njena potepanja po domovini. Morda je zanimivo tudi to za tiste, ki vedno slišim pravzaprav nekak predsodek, da Alma ni znala slovensko in če niso dovolj pričevanja raznih ljudi, ki so Almo še poznali in so rekli, da je znala slovensko dobro, ampak ne tako, da bi pisala pač v slovenščini svoje knjige, boste tudi v teh popotnih dnevnikih našli dokaz. Recimo, ko se je večkrat potepala svojo sestro po duši, Tejo Schreiber-Gamelin, ki je bila taka visoka, svetlolasa ženska, baltska princesa z Baltika, nordijska princesa, tako je rekla Alma Torena. Drugi pravijo, ne, res lepa ženska. So se seveda pogledi mnogih, ko sta se sprehajali, ustavili pač na Teji, ampak Alma potem zapiše, no, ampak jaz sem pa bila tista, ki je potem govorila z ljudmi v njihovem domačem jeziku, ker Teja pač takrat še ni znala. To je bil pomemben kriterij, da nekje na enem področju je bila pač boljša od Teje. In to je bila pač očitno slovenščina. Alma je bila kar izbirčna, kar se tiče družbe, ni veliko dala na status, na premoženje, na karkoli. Skratka, če ljudje niso bili zanimivi oziroma niso bili vredni te na duhovni ravni, da se človek ukvarjal z njimi, se pač ni. In iz teh dnevnikov, mogoče tako kot si že prej rekla, se zapolni tudi neka vrzel nekih podatkov, tudi o teh prijateljstvih njenih, predvsem z Tejo, njeno sestro po duši. Skratka, veliko stvari izvemo na novo. Ja, medtem ko recimo prvi dnevnik posvečen pravzaprav, ko se vse meni kaže, že Almi in njenemu spremljevalcu Ludviku Šoju, ampak v glavnem njenemu psičku Bleki oziroma Črluhcu, pa potem v drugih 2 popotnih dnevnikih nekako v spredje stopi Teja, Kužki stopijo malo v ozadje in v spredje stopi Teja, ki se je potem
Nekajkrat je bila najprej pri Almi na obisku, o njej je potem pisala v nemških časopisih, ampak se je potem odločila, da bo ostala z njo in sta skupaj živeli tako v njeni rojstni hiši, kot potem v Almini vili v Zagradu in potem na koncu tudi res zelo skromno v tej viničarski hiši v Pečovniku. Je bila pa tista, ki je bila pravzaprav najbližja in zato je rekla tudi Schwesternseel oziroma sestra po duši. In tudi z njo je seveda imela potem cel kup dogodivščin in to je potem res zelo lepo opisano. V bistvu je bil to en tak tandem, ki se je med sabo tudi ne samo pri delu, ampak tudi na potovanjih med seboj izjemno dobro dopolnjeval, tako bi jaz rekla. Ostalo boste pa morda lahko s kakšnim presenečenjem prebrali, pa tudi v popotnih dnevnikih. Glede na to, da imamo Jernejo tu v svoji družbi, ki je izjemna poznavalka vsega tega, mogoče kakšno vprašanje se je gotovo porodilo, tako da kar povabljeni k besedi, če koga kaj želi. Jaz bi vprašal, glede na to, da je Alma zelo znana, vsaj bila v nemških krogih in da Slovenija letos gostuje v Frankfurtu kot častna gostja. Ali vi pripravljate kakšno posebno ali razstavo ali kakšno edicijo, da bi mlajše generacije nemških bralcev ponovno spoznale Almo? Ja, jaz sem pravzaprav v tem, da bi Almo plasirali nazaj na zemljevid nemške literature, ker je vsa svoja dela napisala v nemščini, čeprav na slovenskem, a ne? Po naših merilih bi lahko bila pač nemško pisoča pisateljica na slovenskem ali pa slovensko-nemška pisateljica, ne. Imamo še včasih kar veliko težav, kako jo definirati. Jaz sem že pred tem načrtom Dežele Slovenije častne gostje v Frankfurtu nekako želela, da bi Almina dela spromovirali tudi nazaj v nemškem prostoru. Nekaj se mi je posrečilo v sodelovanju z berlinsko založbo Aviva, ki je izdala prvi del Alminega potopisa, Einsame Weltreise, samotno potovanje, in tudi Almino avtobiografijo, sama jo poznate v slovenščini, medtem ko v nemščini nosi naslov Ein Mensch wird. To je ena taka neodvisna založba, kamor po mojem Alma potem, kakršna je bila po svojem miselnem ustroju, tudi sodi. In so imeli zelo zanimivo izkušnjo, da je saj od tega svetovnega popotovanja zdaj šla že 3. izdaja. In sicer to, Almi bi se to verjetno zdelo malo, ampak za začetek spet njenega pojavljanja na literarnem zemljevidu je zato pač po mojem to bil že zelo velik uspeh. Potem sem zelo podobno poskušala narediti, oziroma sem že uspela pri Celovški založbi Drava, ki so potem izdali kar nekaj Alminih del, katerih izdajateljica sem. In izdali so pa tudi mojo in tudi prvo nemško biografijo Almi, Mit Bubikopf und Schreibmaschine um die Welt, ki je bila leta 2020 med 30 najboljšimi knjigami neodvisnih nemških, avstrijskih in švicarskih založb. In nekako v tem okviru si potem tudi prizadevamo, da bi Almo predstavili v Frankfurtu, ker Alma je, tako kot je poročal Jak, ena od tem, ki bodo predstavljene, oziroma ena od avtoric in avtorjev v okviru častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu. In sama načrtujem tudi na povabilo od Jaka, ga naprimer zanimivo nisem dobila, sem ga pa dobila od Frankfurtskega knjižnega sejma in takrat bom poskušala pač predstaviti tisto, kar smo izdali v zvezi z Almo. Gotovo bo pa o njej tudi še na samem sejmu veliko govora, načrtuje pa se tudi ena večja razstava v Frankfurtu, ne sicer v času Frankfurtskega knjižnega sejma, ampak malo prej. Nositelj tega je Pokrajinski muzej Celje. Predstavili bomo pa v Haus am Dom v Frankfurtu ne Almo kot svetovno popotnico, ampak Almo kot pisateljico, torej
Izhodišče bodo njena izdana dela, recenzije iz teh del, citati, ki jo predstavljajo. Tako da mislim, da bo Alma počasi vse bolj izrisana tudi nazaj na zemljevid nemške literature. Jaz bi najprej seveda čestitala Jernej Jezernik za to novo knjigo, pa tudi za vse dosedanje prispevke vaše k poznavanju te res izjemno zanimive osebnosti, kot Alma Karlin je bila. Ampak me zanima v zvezi s tem delom. Ali se v teh zapisih njenih potovanj po Sloveniji, ali je ona te zapise, ta doživetja tudi primerjala z vtisi, doživetji, vsebinami iz njene poti po svetu? Se pravi, a ima ta nek komparativni vidik? Morda včasih ja, ampak res v kakšnih detaljih. Ja, kontekst naših krajev, če kontekstualiziram v celotnem nekem svetu, no, to me zanima. Zelo malo je tega. Recimo, kadar bi se včasih rada malce odmaknila od sveta, potem se v mislih odpravi na primer v Peru, ampak kakšnih posebnih primerjav ni. Primerjava bi pa bila morda glede stila, a ne? V podobnem stilu, kot je napisala te svoje popotne skice okrog sveta, so napisane tudi ta popotna doživetja. Pravzaprav vse temelji ne toliko na teh zgodovinskih, geografskih, botaničnih podatkih, čeprav je tudi teh veliko, ampak na teh njenih osebnih doživetjih. In to je tisto, vsaj po mojem nekako vedenju, da je to tisti element, s katerim se lahko pravzaprav bralci še najmočneje identificirajo tudi recimo 100 let potem, ko so ti zapisi nastali, ker so nam čustveno tako zelo blizu in jih lahko podoživimo. In v zvezi s tem se mi je pa potem seveda takoj porodila ideja, da sem se šla pa še sama potepati po teh Alminih sledeh in so se tudi mene zgodile že razne dogodivščine in se je nekako pokazalo, da je Alma še vedno takšna, da pravzaprav povezuje ljudi na en svoj način. Tisti, ki hočejo karkoli vedeti ali cenijo, so na primer pripravljeni že postaviti kakšna posebna obeležja na teh koncih, kjer se je potepala. Skratka, medtem ko so jo pravzaprav Slovenci že skoraj vzeli za svojo, za nemško govoreče oziroma beroče, smo tam nekje na prvih 2 stopničkah, z vsakim korakom pa stopamo pač malo globlje na ta njen literarni zemljevid. Morda je pa zanimivo tudi to, 2 poglavji sta, ki se ne dogajata na ozemlju današnje Slovenije, ampak v Avstriji, v okolici Salzkammerguta, ena pa tudi v Opatiji. In morda je tam v teh delih še najbolj to primerjanje, kar je zelo zanimivo, ampak so take čisto banalne reči, recimo, kako Alma primerja delovanje pošte na takratnem Slovenskem oziroma Kraljevini Jugoslaviji in takrat v Avstriji, ki je očitno bila v tistem času vse na področju pošte manj razvita in se Alma zelo razburja, da telegram potrebuje 3 dni, da jo doseže, medtem ko v njeni domovini se je pa to lahko zgodilo takoj, čeprav tudi ne tako, ker prej, recimo pošta, tako piše Alma, k njej pošta je prišel 3-krat na dan, ob nedeljah tudi, in vidimo, Madonca, ene stvari so se pa pravzaprav včasih precej poslabšale, pravzaprav, če primerjamo med nekoč in danes. Pravzaprav takšne primerjave, čisto življenjske, so zelo zanimive, ali pa recimo včasih primerja tudi literaturo. Skratka, je nekaj teh posameznih elementov, na veliko pa tega ne bomo našli v popotnih dnevnikih.
Je pa sploh na tej poti v Avstrijo pri teh carinikih, pa pri pridobivanju dovoljenj, včasih tako kritična in tako aktualna, da bi lahko danes to isto povedala in bi zelo veljalo za Evropo. Ne? Ja, to pokaže pravzaprav, kako je Alma sovražila meje, vsakršne meje, ne? In če pomislimo, da je bila pač rojena in je odraščala v Habsburški monarhiji in je sama zapisala, da je lahko s tistim potnim listom potovala vse do Londona, si potem lahko predstavljamo, da v času kraljevine Jugoslavije pa hotela iti na Belopeška jezera ali pa čez Ljubelj na drugo stran, pa seveda ni dobila dovolilnice, a ne? In to je seveda zelo to je mučilo, ne, da v tiste kraje, kamor je lahko nekoč šla kot svobodna oseba, brez potnih listov, brez sitnih carinikov, ki so se res očitno takrat dotikali še v najmanjše podrobnosti, da je to pravzaprav jo utesnjevalo in da je bila res to, kar si je sama rekla, državljanka sveta. Skratka, če za konec zaključiva, namen te knjige je to, da nas malo zbeza iz naših okvirov in tudi, da gremo s knjigo na pot, z Almo na pot, s knjigo na pot. Skratka, tu se stvari še zelo odpirajo in verjetno bo še marsikaj se dogajalo. Skratka, povabilo za konec. Ja, jaz bi vam res rekla, da morda združite dvoje, če že boste brali to knjigo, a ne? Da greste recimo po sledeh kakšne od Almine poti, zagotovo vas čakajo zanimive dogodivščine in si pri tem v tistem stažem stilu dobrih pohodnikov in filozofov pa privoščite še kakšen odlomek iz Alminega dela, tako da vam ne bo čas, da vam ne bo dolg čas ne po hoji in po novih dogodivščinah, pa tudi ne po literaturi. Tako da vabljeni, morda pa v prihodnje pripravimo še kakšno knjigo, ki vam bo pa morda to pot malce olajšala, pa pripravimo še kakšen vodnik po Alminih sledeh skupaj s citati, tako da se boste lahko še v drugačnih, bolj praktičnih pogledih potepali z njo po vsej Sloveniji. Seveda so vam pa odprta ne samo vrata v Slovenijo, ampak zagotovo tudi v svet. Hvala lepa za vse, kar počneš in hvala lepa za današnji dan. Jaz bi se samo zahvalila še Saški, ki je bila tako skrbna, pa nič vsiljiva urednica. Vidite, da ima ta knjiga skoraj 500 strani in da urediti takšno knjigo niti ni mačji kašelj. Zahvalila bi se vedno rečem Celovški mohorjevi, Celjski mohorjevi, zato da je to knjigo takoj sprejela pravzaprav v svoj program in da je niste dobili s takšnim zamikom od časa, ko je bila na novo odkrita. In pa seveda vam vsem, ki ste se danes zbrali, ker očitno tudi vas Alma nagovarja, in odnesite ta košček s sabo v knjigi in potem, ko se boste odpravili po svojih ali njenih poteh po naši domovini.